Pozdravljeni. Mogoče ste tudi vi eden izmed tistih, ki poznate psihoterapijo, mogoče imate že celo kakšno osebno izkušnjo, še vedno pa je tudi kar nekaj ljudi, ki ne samo da dvomijo v terapijo, ampak se jo mogoče celo bojijo. Jaz sem na terapiji kar nekajkrat slišala od svojih klientk in klientov, ko smo govorili o tem, da bi prišel na terapijo tudi njihov partner, da si partner ne želi na terapijo, ker ne bo dovolil, da bo njemu kdorkoli prav glavo. In jaz se sprašujem, zakaj pa ne? Sploh, če vemo, da nam bo to pomagalo. Ampak moram pa priznati tudi to, da je psihoterapija zelo etično varovana in da v resnici v naših zaprtih terapevtskih pisarnah ne poteka nič groznega, nobene lobotomije, ne peremo možganov. Bova pa z današnjim gostom govorila o tem, kaj pa pravzaprav vse dogaja v teh naših terapevtskih pisarnah, kako terapija vpliva na nas in kaj pravzaprav sploh lahko od tega procesa pričakujemo. Moj današnji gost je magister zakonske in družinske terapije ter tudi kandidat za doktorski naziv, ustanovitelj centra in strokovni vodja za psihoterapijo, Centra za psihoterapijo Uglašeni odnosi. In zakaj takšno ime, mislim, da bomo izvedeli danes bolj proti koncu tele oddaje. Z mano pa je tukaj Drago Švajger. Živjo! Živjo, lep pozdrav! Drago, midva sva izbrala tako, v bistvu midva sva dala na razpolago 3 teme, vse 3 zelo zanimive. In dejansko so se ljudje odločili, da želijo izvedeti več o tem, kaj psihoterapija sploh je. A si bil kaj presenečen nad tem, da je večina izbrala C? Sem kar nekako pričakoval to vprašanje, ker se mi zdi, da še preden sem postal sploh psihoterapevt, je se veliko okrog tega v bistvu vrtelo vprašanje, kaj sploh psihoterapija je, kaj zdravi, a ne zdravi. Toliko enih vprašanj v zvezi s to v bistvu znanstveno, strokovno disciplino in toliko v bistvu premalo odgovorov. In šele potem, ko sem šel sam študirati psihoterapijo, se tudi tam so ta vprašanja pojavljala, kot neka samorefleksivna, čist konstruktivna, kaj pravzaprav ta veda je, kaj ponuja, kaj omejuje v tem smislu. Jaz sem kar malo pričakoval, da se bo nagibala izbira kar k tej psihoterapiji, oziroma kaj zdravi psihoterapija. In če te smem povabiti k prvemu vprašanju, bi mogoče šla malenkost bolj intimno s tabo naprej, kot pa z ostalimi gosti. In sicer ne bom te samo vprašala, kaj je intima, ampak kaj zate nekaj najbolj intimnega v tem procesu terapije. Mogoče najbolj intimnega, a se ti sploh zdi intimen ta proces med klientom pa terapevtom? Zelo je intimen, izjemno intimen. Zdaj, ko recimo govorimo o sami psihoterapiji, kar dobimo ene take, bi rekel, asociacije kot zaupen odnos, varen odnos, podpirajoč odnos, In zdaj že recimo z tega bi lahko speljali po sklepu in rekli, ja, to je intimnost, ampak v resnici v psihoterapiji ni to intimno. To je v bistvu neki predpogoj, da sploh lahko midva začneva govoriti z klientom. Torej, to je v bistvu povod, uvod, povabilo v dialog. Ampak tisto, kar bo pravzaprav v psihoterapiji pa dela terapijo intimno, je pa v bistvu to, kar bi lahko tudi rekli umetnost. Pa bo mogoče malo kasneje o tem tudi razglabljam, malo pojasnil, zakaj umetnost. Ampak gre se v bistvu za ta moment, in to je ta čarobni moment, ko pride klient, ima težavo. In ne samo težavo, on je tak, kot je. Ima neko zgodovino nekih odnosov, nekih izkušenj, mogoče tudi celo travm, nekih pričakovanj, skratka neke osebne karakteristike. Tu na drugi strani imamo terapevta, ki je v prvi vrsti človek, v drugi vrsti strokovnjak, v tretji vrsti ima pred sabo nekoga, ki ga sicer ne pozna, ampak se šele spoznavata. In to, kar potem v terapiji dela ta prostor intimen, je ravno to, da v bistvu klient, oziroma terapevt, da v bistvu zmore se toliko uglesiti z klientom v tem, kar klient pripoveduje, da dejansko se pričara to, da klient v tistem momentu začuti, to je bila moja preteklost, ki ni lepa, jaz sem imel zaradi tega težave, ni okej. Vse obrambe se odkrijejo, ker mi ne moramo preživeti, če nimamo obrambnih mehanizmov, to je nekaj zdravega. In takrat se te obrambe v bistvu odvržejo. Tretja stvar pa je, da klient takrat začuti, v bistvu sem zdaj razdaljen, če lahko temu tako rečem, nekaj se je odkrilo, kar sem mnoga leta skrival,
tlačil, nisem se hotel sploh s tem ukvarjati, ne imeti stika, strah me je bilo tega, čeprav sem si želel to odpreti vprašanje ali pa neko dilemo, ampak nisem upal, ker sem mislil, da bom umrl, da ne bom zmogel, da se mi bo zmešalo, po domače rečeno, da bom izgubil razum, da ne bom več imel kontrole nad svojim doživljanjem. In se v terapiji vse to odpre, ampak klient v bistvu stane v enem varnem prostoru, kjer je v bistvu razgaljen, ampak ne čuti, da je gol. Ne čuti, da je to sploh problem, da je bil prej problem, ampak čuti, v bistvu mi dva lahko nadaljujeva. V bistvu prišel sem zdaj do točke, ko sem nekaj v sebi odkril, ampak zanima me še več, jaz lahko grem naprej. Kodar v bistvu priješ do avtoceste in lahko pelješ se naprej, noben te ne ustavlja. In ta moment se mi zdi psihoterapiji tako čaroben, ko v bistvu pride do tega, da klient toliko zmore začutiti in nuditi ta prostor in da se ta stvar začne v bistvu odpirati, regulirati, pomirjati. Super, ja. Se mi pa zdi tako zdaj v teh besedah, da si izpostavil tudi eno zanimivo stvar, da pravzaprav terapevt je nekje tisti, ki se ne razgali pred klientom, se pravi, je na en način vsem bolj enosmeren odnos, pa hkrati vsem lahko govorimo o neki intimnosti, ker tudi če čisto izhajam iz sebe, nekaj je ta strokovnost, nekaj je neka teorija, ki jo imamo v glavi, še vsem, pa tako, ko si ti dal iztočnico, se oglasiti na tega človeka, tam pa lahko to naredim samo jaz kot Eva, ti narediš to kot Drago in tle pa tista pol nota te intimnosti verjetno. Tako, ker to je res zelo čaroben moment, ker recimo, zdaj ko se ravno to temo izpostavil, za nekdo bi tudi lahko rekel, pa se v bistvu odprem neko temo in klient se mi zdaj kar začne jokati, ker vidi, končno lahko nekomu zaupam. To za moje pojme še ni intima, to je v bistvu pač neko vprašanje, ki ga ti nekomu postaviš, ki bi lahko kdorkoli zastavil in seveda pač človek se malo zjoče, se odpre, ker pač neka tema, o kateri sicer ne pogosto govori. In intimen prostor pravno se takrat ustvari, ko je ogromna mera enega sočutja, razumevanja, ko se v bistvu en prostor ustvari, da se lahko res ta rana toliko odpre in da se oba dva lahko s tem zdržita in tu zdržita v tem. In to je pa tisto izjemno intimno, Tako v bistvu bi težko kdorkoli drug to ponovil, ker je to individualno. Ja, to se strinjam, da intima je res nekaj, kako bi rekla, ekskluzivnega, nekaj, kar se ne da ponoviti v drugem odnosu. Točno tako. In zato recimo zdaj tukaj, ne zato se ravno to vzpostavil, da nekdo drug bi težko na tak način, zato ker, tako sem prej tisto rekel za tistim vprašanjem, ki bi ga lahko tudi nekdo zastavil in bi se nekdo ob tem zjokal ali pa mogoče razgovoril recimo, Zdaj, mi imamo ogromno nekih naučenih tehnik, pristopov, možnosti, ampak ni to intima, Jaz sem to pač ponudil neko možnost, ker sem se nekaj naučil, če jaz to vprašam, se zgodi to, če to vprašam, se odpre to, če to vprašam, se pomiri, zregulira to, Intima pa to, ko ti stopiš kot človek noter in to je bistveno. Intimen prostor ni, ko jaz stopam kot strokovnjak. Meni stroka nudi ene možnosti, da jaz v bistvu tudi pri sebi vidim varnost, predvidljivost, da imam kontrolo. Ampak vstopam pa v intimen prostor, sem pa človek. In to je to, kar pač poudarjam. Ja, sva pa v bistvu z današnjo temo nekako želela odprti tudi to, da psihoterapija zdravi, se pravi, ne samo, da ponuja nek intimen prostor, ampak da se lahko zgodi celo nekaj zdravega, neka sprememba znotraj tega odnosa. Katere spremembe psihoterapija pravzaprav omogoča? Zdaj, psihoterapija v bistvu omogoča ravno to, da začne refleksirati, torej ponudi nam po domače rečeno zrcalo temu, kaj jaz sem, kaj jaz doživljam, kaj jaz oddajam, kaj sem jaz kot osebnost, kaj je v bistvu to, kaj se meni v preteklosti dogajalo, kaj je to, kaj sem jaz bil ob odnosu, kdo je bil drug z mano v odnosu, torej v tem dialogu, o katerem sem že prej govoril, da se vzpostavi v terapiji. Ta dialog je bil vzpostavljen, odkar smo se rodili naprej, z nekom, z neko osebo, oziroma z našimi starši, skratka primarno družino. In to, kar v bistvu ponuja možnost neke spremembe, je ravno ta
dialog, to, da v bistvu dva zmoreta stopiti skupaj, da se slišati, ampak da se slišita, pa mora tudi biti od mene nekaj ozrcaljeno, kaj jaz doživljam, kaj jaz mislim. In to so te spremembe, ki jih terapevtski proces ponudi že kar hitro, v bistvu, ko mi stopimo v ta proces. Ni nekaj, da mi rabimo ne vem koliko let, seveda, le časa, ko hodimo, več odkrivamo, več stvari se pomiri, regulira, skratka, več nekega uvida je, ampak tisto primarno, kaj ponudi, pa je ravno ta refleksija in ta možnost, da jaz v bistvu naredim nekaj drugačnega, da jaz grem v bistvu po neki drugi poti, ki je bolj meni namenjena, oziroma bolj je ta, kot jaz sam želim stopati po njej. In to je tisto magičnost, kaj terapija nudi, da jaz v bistvu zmorem ne samo biti ozrcaljen, ampak tudi pomirjen s tem, kdo jaz kot drago sem, oziroma pač s tem, kar klient je, in kot drugo, da sploh čuti, kdo in kaj je in da gre po tej poti tudi naprej. Jaz sem to, želim si to, to je pravzaprav ta moja pot, katero jaz želim hoditi, stopati v odnose, kaj za mene kvaliteta odnosa, kvaliteta življenja, profesionalnega, zasebnega, ljubezenskega, partnerskega. In to se mi zdi, da je ta ena taka, bi rekel, darilo terapije, pravzaprav je to prav eno darilo. Ja, izpostavil si tudi to, da klient vsakič bolj prihaja v stik s tem, kaj si on želi. Tako da mogoče tlele bi povzela te svoje besede od začetka, ker pravi marsikdo, ne bom prišel na terapijo, ker mi bojo tam prali glavo. Ti si pa zdaj izpostavil, da ne peremo, ampak dejansko ima človek možnost priti čedalje bolj v stik s tem, kaj si on želi. Ampak vseeno obstaja možnost, da so tudi kakšni neželeni negativni učinki terapije. Ja, v bistvu neželeni učinki so lahko, ampak to ne mislimo zdaj negativni v smislu, da bi to bilo obupno nekaj narobe. Seveda lahko, če to dela nekdo, ki ni strokovnjak, ki se izdaja za terapevta strokovnjaka, v resnici on to ni. Ko govorimo o strokovnjakih, ki imajo licenco, ki smo doštudirali, skratka, ki imamo uradno, formalno izobrazbo in licenco za to, potem mi tukaj govorimo o neželenih učinkih, ki se v bistvu na začetku terapije kar pogosto dogajajo. To pa ne zato, ker bi bilo s terapijo kaj narobe, ampak že čisto na začetku uvodoma sem o tem govoril, da o tej intimnosti terapevtskega procesa, da klient v sebi ni zmogel nekako začutiti ali pa verjeti to, da bo on lahko pogledal tem temnim stvarem znotraj sebe, mogoče tudi traumatičnim izkušnjam, da bo sploh lahko kadarkoli stopil v stik s temi čustvi, ker so toliko boleča. In recimo zdaj, ko sem ravno vprašal o teh neželenih učinkih, zdaj seveda terapevt ponudi klientu varen, zaupanje vreden prostor, razumevanje, podporo, skuša ga razumeti, slišati, se z njim oglasiti, ko sva rekla. Potem zdaj tukaj ne moramo pričakovati, da bo vse v redu, da bo skozi neko veselje in radost, ampak tukaj pridemo v stik s temi bolečinami, ki so bile v preteklosti ustvarjene, človek pa jih je toliko let v bistvu nosil znotraj sebe in s sabo, ki so vplivali na odnose, na karierno življenje, partnersko življenje. In mi tem odnosom moramo pogledati v oči in s tem popolnoma nič ni narobe. Ker ko mi govorimo o tem varnosti odnosa, ravno to omogoča, da v bistvu jaz lahko odprem vse moje traumatične spomine, te negativne izkušnje iz mojih preteklih odnosov in mojega preteklega življenja, mogoče tudi zdajšnjega, da jaz moram ob nekom v bistvu temu pogledati v oči in zdržati vsem tem, izjokati, izžalovati, se soočiti, pomiriti. In ker je odnos ravno varen, jaz lahko v bistvu gledam tem stvarem v oči, lahko se z njimi soočam. Hkrati jočem, mi je hudo, mi je težko, se marsikatero negativno čustvo prebudi, ampak hkrati nekdo, ki je skupaj z nami, nas drži za roko. In kaj je tista razlika mogoče za nekoga, ki je zdaj v procesu odločanja, kako vedeti, kje je ta strokovni terapevt ali pa na kaj se zanašati, kaj je tisto, kar je eno merilo, verjetno zdaj vsak laik ali pa nekdo, ki je v neki stiski, ne vem, včasih tudi samo našteti nazivi ne dajo tega, kar bi si želeli. Ja, mogoče bi čisto strokovnosti, mogoče se zdaj čisto na začetku navezal. Zdaj recimo rekla si, zdaj kako vedeti, za nekdo strokovnjak. Čisto vsem priporočam, da seveda pogledajo spletno stran o tej osebi, pogledajo, kje je doštudiral, kdo mu je dal naziv, iz česa je doštudiral, izkušnje,
kolikor se pojavi neka institucija, ko nam niti približno ni znana, a ne, je to v bistvu še mogoče malo za pobrskati, a ne, da vidimo, kaj je to za neka institucija, ki je nekomu dala nek naziv, a ne, ker se mi zdi, da kar začutimo, no, kaj je nekaj lažnega, kaj pa v resnici resničnega, a ne. Ampak tukaj še v bistvu ni edini pogoj, torej to strokovnost, ne, to doseganje neke formalnosti terapeutove, že tukaj vedno ni pogoj, da jaz pridem na terapijo in bo vse v redu in se bo super odvijalo, ampak je v bistvu pogoj, zdaj na kak način ustvarite v bistvu zdaj klient in terapeut en stik, kak v bistvu razvijeta ta en odnos, bi rekel, a ne, ker raziskave so recimo pokazale, a ne, da samo 10 do 20% je v terapiji neka metoda, ki pomaga, ki v bistvu daje neko spremembo, a ne. Potem nekje 20% do 30%, a ne, je potem namenjeno v bistvu osredotočeno na klienta, torej kako je on pripravljen se soočati z nekimi recimo vsebinami na terapiji, a sploh želi spremembo, a ne, je sploh pripravljen neke stvari o sebi povedati, odkriti, razkriti, a ne. Zdaj, ostali prostor, a ne, kot vidimo, to čez 50%, je pa namenjeno odnosu, a ne, in recimo tudi če ima nekdo super nazive, je doktor znanosti, mogoče celo 2-kratni, 3-kratni, a ne, piše knjige, predava na ogromnih univerzah v Sloveniji, v tujini, skratka, ogromno enih nazivov, zdaj sem malo mogoče pretiraval s temi nazivi, a ne, pa mogoče samo zato, a ne, da je mogoče malo bolj jasno, da tudi ta oseba ni nujno, da bo, torej ta klient, ni nujno, da bo zadovoljen s tem terapeutom. Pa ne zato, ker bi bil terapeut slab, a ne, ampak zato, ker to je v bistvu pomembno vedeti, da nobena terapija ni namenjena k nekem posameznemu simptomu, neki problematiki, ampak je namenjena v bistvu samemu klientu, kaj so njegova pričakovanja, želje in kaj je to tisto, kar on želi razrešiti. In temu namenjena, ne simptomatiki, a ne. Ne moramo mi reči, ok, jaz sem za panične napade, zato je pa primerna ta in ta, bi rekel, pristop, a ne. Ne obratno, a ne. Ja, tudi jaz sama imam izkušnje, no, da sem se že odločala po nazivih in sem bila tudi v bistvu, ne, kot klientka na terapiji, pa sem bila razočarana. Pa še najhujše mi je bilo to, a ne, ker več kaj teh nazivov, bolj probaš sam sebe prepričati, da ima ta terapevt prav, hkrati pa čutiš v sebi, da ti nekaj ne odgovarja, a ne, in se zdi tudi prav, no, da smo na koncu še zmeraj mi vodilo, kje se mi čutimo res nagovorjeni, kje mi čutimo neko sočutje, nekaj, kjer res, nek prostor, da mi lahko odložimo breme. Res je. Ja. Pa tudi to se strinjam, da ne pomeni, da je ta terapevt zdaj slab, a ne, ampak da očitno se pač lahko včasih, a ne, sam ne srečamo, no, ali pa ne srečamo na tak način, da bi zdravili. To je to, a ne. Včasih imamo tudi slab dan, a ne, in pridemo, tudi mi kot terapeuti pridemo na terapijo, pa smo vznemirjeni, ker je pač bo nekaj takega v dnevu, v tednu, skratka v mesecu, včasih preprosto tak dan, a ne, malo dež pade, smo zato slabe volje, tretji celaka drugega zgodi in mogoče tu zaradi tega ne moramo čisto stopiti. Drago, zdaj govoriš o tem, da smo terapeuti sami ljudje, no, prosim. Ja. To pa ne moramo mi dva javno priznati. Hecam se malo. Ja, definitivno smo tudi terapeuti, a ne, čist navadni ljudje s svojimi hibami, svojimi občutki konec koncev, a ne, in tudi ne znamo zmeraj vsega zregulirati. Ampak vidite pa vseeno, mogoče sem tle izpostavila eno svojo izkušnjo, a ne, tebe bi pa povabila mogoče, če podeliš, kaj pa psihoterapija te po življenju doprinesla, ali pa kaj mogoče izpostavil kot en ključen moment, da si se zavedal, da psihoterapija res dela spremembe, res pomaga. Ja, v bistvu pri meni je bila ta pot zelo dolga, no, ker v bistvu že kot otrok sem bil mogoče malo bolj sočuten kot kdorkoli drug, mogoče celo preveč. In k meni so se zatekali vsi, vsi, mnogi ljudje, od učiteljev v osnovni šoli do znancev, sorodnikov, skratka, vsakdo kar k meni po nek nasvet. Meni je bilo pa to všeč, pa ne zato, ker rekel, bom pa jaz pomagal, a ne, ker tega sploh nisem zavedal, ampak vedno sem čutil človeka, ga skušal razumeti, zanimal me je, a ne, ta človečnost je bila vedno v meni v smislu,
ne vem, skušam razumeti biti samo človek ob tebi, razumem tvojo stisko, ne, in bolj, ko sem bil star, bolj je tlela meni ta v bistvu potreba po tem, da imam jaz neko znanje v zvezi s psihologijo, z odnosi, z neko komunikacijo, pravzaprav tudi zakaj tako komuniciramo, zakaj nekdo, ki mu to reče jezen, drug depresiven, tretji pa reče, pa se nasmeji, a ne, pa se oba dva nasmejima, pa stvar tako zregulirana. In to meni ni bilo jasno. Zakaj nekoga razjezi, nekoga depresira, nekoga pa, kot sem rekel, nekaj zregulira, pa vse v redu, pa gremo naprej, a ne. In potem sem kar hitro že v gimnaziji v bistvu ugotovil, da hočem biti psihoterapevt. In sem imel vedno neko tako drugačno podobo psihoterapije, kaj ona je, a ne. Razumeti, da sem pa strokovno, znanstveno disciplino kot enega strokovnjaka, ki je kot, ne vem, medicini ali nekim naravoslovnih vedah, a ne, en taki neoseben, ki tam sam stoji in sam analizira in se zapisuje, a ne, v tem kontekstu. Potem pa, ko sem dejansko šel študirati psihoterapijo, a ne, na magistrski študij, sem pa v bistvu se tudi sam vključil v terapevtski proces, torej bil sem klient, a ne, hodil kar nekaj časa na ta proces psihoterapije, sem pa začel v bistvu ugotavljati, da ja, je strokovna in znanstvena disciplina, absolutno, ne, ampak da je pa to darilo življenju, a ne, da je v bistvu terapija ena možnost, da se osvobodimo. A ne, torej, meni omogoča terapija eno osebno svobodo. Ker to, da lahko jaz pri sebi, tudi če karkoli narobe, če jaz kaj narobe naredim, da se slabo počutim, da odnosi niso urejeni, to, da jaz lahko v tistem momentu znam se ustaviti, zrefleksirati, kaj v sebi doživljam, kaj čutim, tudi si priznam nemoč, priznam si jezo, mogoče žalost, mogoče tudi depresivnost, melanholično, da sem mogoče jaz žrtev, da druge delam žrtve, skratka, karkoli se takrat dogaja v tistem problemu, a ne, da jaz moram videti, kaj se tam dogaja, to meni največja svoboda, kaj je možno imeti. A ne, ker se mi zdi kar malo zadošljivo dejstvo, a ne, da se dogaja konflikti, neki nesporazumi, dogaja se tudi to, da se pač na splošno slabo počutimo, a ne, da jaz ne vem, zakaj je temu tako. In potem dajemo odgovornost vse povsod drugam, ne znam se po bistvu srečati samo sam s sabo in sam videti, kaj se dogaja, da eno smer najdem. In meni je terapija ravno ta možnost, da jaz vidim samo smer. V bistvu en kažipot, a ne, hkrati pa tudi neka možnost regulacije, a ne. In zakaj pri tem rabiš drugo osebo? Ne? Si rekel, da v bistvu psihoterapija te omogoča, oziroma ti je omogočila to spoznanje, pa ta občutek ene svobode. Ja. In a ne tako mogoče, če bi čisto na hitrco, ne vem, to slišala, bi lahko rekla, ne, pa sej valjda ti si omogočaš to svobodo, ne, ampak zakaj je to ključna tle druga oseba? Bi bilo, oziroma, če se že navežem na naslednje vprašanje, ne, bi bilo možno na kakšen drugačen način tudi priti do ene osvoboditve, ali je res ta psihoterapevtski odnos tako bistven? Glejte, če se recimo zdaj nekdo odloči, da gre iz Maribora v Ljubljano ali pa v Koper recimo, a ne, ima možnost tudi pešiti. Ne, zakaj pa ne, tudi s kolesom recimo lahko gre, a ne. Zdaj odvisno tudi, zakaj hoče iti, koliko času želi priti, a ne, tudi to seveda ne smemo zdaj zanemariti tega dejstva, ampak dejansko imamo vse te tri možnosti. In jaz lahko pridem tudi peš do Maribora, ni problem, tudi do Murske Sobote na koncu koncev, a ne, ampak kakšno pot bom potreboval, koliko vsega bom mogel mes srečati, narediti, da bom jaz lahko živ in zdrav in cel prišel do Murske Sobote, a ne. Lahko pa najdem lažjo pot in grem v bistvu za avtom, a ne, v tem smislu. Tako da, ja, v bistvu lahko tudi brez terapeuta, absolutno, ampak zdaj vprašanje, na kak način bomo mi to predelali, se srečali, sploh če gre za neke travmatske izkušnje iz preteklosti, a ne, če gre za neke bolj kompleksne, skratka, neke težave v odnosih, a ne, pa tudi če nič ni kompleksnega, pa traumatičnega, težko je kar pogledati znotraj vase, kaj je zdaj doživela, a ne, zelo težko, a ne. Tudi včasih nam kolega reče, kaj si pa nas tako mrk. Nam se pozdi, da smo odlični vas dan, a ne, in potem gotovim, pisal sem pa res malo mrk, a ne, ker sem pa mogoče zato, ker, ne vem, imam neko blažjo virozo, ampak sem hotel prikriti, a ne. In terapija v bistvu ravno to možnost nudi, strokovno, znanstveno podkrepljeno, v nekem zdravem odnosu, a ne, v bistvu sebe ozrcaliti, videti, kdo sploh jaz sem. A ne, seveda lahko tudi brez tega jaz živim, absolutno, a ne. Ampak zdaj na kakšen način, koliko časa bom jaz rabo, da bom prišel do enih uvidov, kolikokrat se bom mogel speči v odnosih, narediti napako, tvegati na neprav način, se na nepravi način odločati, a ne. Terapija pa vendarle nudi eno možnost, da v bistvu malo bolj vase pogledamo in tudi to, kako delujemo, funkcioniramo, kdo sploh moji odnosi so, a ne, s kom jaz živim, s kom jaz delujem, s kom jaz prijateljujem, a ne. In vse to vedenje v bistvu nudi to možnost,
da začne potem človek v bistvu živeti po nekih svojih principih, načelih, zna stopati v stik z drugimi na nek funkcionalen način. Hkrati pa seveda, ker s tem se ne končajo težave, mnogi rečejo, potem vi terapeuti sploh nimate problemov, ker ste izobraženi, toliko let ste se šolali, toliko imate znanje, ni problemov. Ne, ni res, problemi so, ampak stvar je samo v tem, kako se jaz z njimi soočam. In terapija ravno te metode, te poti, te neke usmeritve ponudi, na kak način se lahko jaz zdaj pomagam, se soočim pri tem, ko imam težavo, ko nekaj ni v redu, ko se nekaj zgodi, ki meni ni ljubo. Tudi hkrati, večkrat se tudi pojavi vprašanje na terapijah, da je človek, ki pride na terapijo, sam tak je mogoče bil nezvest, nekomu škodoval, nekdo bi se zaprl vase in bi rekel, ne, jaz delam ful napako, grozen sem, obupen sem. Tudi tukaj v bistvu nudi terapija eno možnost, kaj pa zdaj s tem narediti, ko si pa dejansko ti ta, ki nekomu škodiš. Ko ne moreš reči, ne, to pa zato, ker si ti kriv, ker si to radi rečemo, ko je kak konflikt ali pa so kakšne težave, ne rajši rečemo, ne, to samo zato, ker so take in take razmere, ta in ta je kriv, samo da mi se v bistvu ne rabimo s tem soočiti. In terapija prav to nudi, tudi če sem jaz kriv, kaj takrat narediti, se ni konec sveta. Tudi tukaj je ena pot, ena kaži pot, ena možnost, da se s tem soočim na en tak način, da tudi zame dobro in za druge. Ja, super. Bi pa mogoče še jaz podelila mojo izkušnjo, čisto se mi zdi ta terapevtski odnos, da je en tak umik od tega realnega sveta, kjer lahko daš res te obrambe, majčkeno tako malo pospraviš za kakšno uro in prav zaradi te varnosti ali pa tega odnosa tam si upaš pokazati še eno plati. Ali pa celo v bistvu sam sebe spoznati ob temu, ki si jih pripravljen nekomu povedati, še sam sebe slišiš in rečeš, a res, a jaz to govorim? Ja. In se mi zdi, da to je tako ena tudi, taka večna dilema. Pa dostikrat tudi pridejo k meni klienti, ki rečejo, vse živo predavanja sem že poslušal, vem, celo to mi rečejo, vem, kaj moram narediti, ampak ne zmorem. Ali pa sem že ne vem kolikokrat probal, pa se na koncu vsakič izjalovil, zakaj je to? In se mi zdi meni vsem tako ključen, se mi zdi, da si ti tako prijazno odgovoril in se strinjam tudi s tabo, da možnost je, da prijemo tudi peš in si dal še meni tako na novo misel, ampak se mi zdi ključen tudi ta terapevtski odnos oziroma res en tak blagoslov, če ga imamo možnost enkrat izkusiti, se mi zdi, da nam... Da je težko primerjati, jaz težko primerjam to, mislim, s to vožnjo, pa tako bi rekla, nenadomestljivo mi je, tako. Ja, res, ja. In mogoče jaz bi še sam tukaj malo to dopolnil, pa mogoče dodal, se mi zdi fajn, da ko recimo nekdo pomisli na terapijo, vsak ima neke solze v mislih, vedno sem pa tam pa skozi bo neka negativa, skozi mogo se ukvarjati s temi nekimi težavami, in zanimivo je, ker klient reče, zanimivo, celo uro v bistvu sem imela prav lep pogovor, nič niste kaj vrtal, nič niste kaj preboj, sploh vidim, da nisem se rabo s čimerkoli negativnim ukvarjati, in zato pravim, sem mogoče uvodoma rekel, zato je terapija tudi umetnost, zaradi tega, ker včasih se na terapiji v eni uri je samo humor, ampak ne smislu humor, zdaj se pa šalimo si, šale izmenjujemo, ne gre se za to, ampak prava terapija je tudi terapija, ker terapeut zna zdržati s pozitivnimi stvarmi. Klient recimo pove, super, se mi nekaj takega zgodilo. Ne morem verjeti, da sem zmogel moji partnerki, partnerju, ne vem povedati to in to. Če bo zdaj terapeut rekel, no super, no fajn, to pa vidiš, ko ste zdaj že 5 mesecev tukaj, ste zmogel super. Kaj pa tista stvar, naprej, ker nekaj novega, neko novo stvar, neko dilemo. Včasih je dobro s tem pozitivnim držati. Kje čutimo veselje, radost, kje čutimo ponos. A smo lahko sploh ob komu zaupali in rekli, toliko sem dobro to stvar naredil, a ne se en takrat zaključil, pa sem rekel, kaj to sploh neka zadeva, pa ja, to je logično, to je samoumevno, pa vse pri meni je tudi tako, a me zmogel slišati, zakaj sem toliko vesel, zakaj sem toliko navdušen, kaj sem rabil za to, da sem šel iz cone obdobja, čeprav se nekomu zdi samoumevno ta pristop, bi nekdo drug pa rabo dosti več časa, da bi recimo svojemu partnerju neko stvar dobro naklonil. In se mi zdi, da to je tak čar kot terapija, zdrži tudi z dobrim in nauči ne samo se soočati, ko je težava, ko je negativa, ko je neka travma, ampak tudi zdržati, ne zdržati, ampak tudi v bistvu
krepiti to pozitivno naravnanost v nas, ker to je temelj duševnega zdravja in splošnega počutja. Da mi znamo se veseliti, da se znamo zabavati, da imamo humor v svojem življenju. Ne, da cel dan sem tukaj, zdaj sem pa žrtev in nič ne morem. Seveda v eni točki je tudi ta pot nujna in neizogibna, ampak načeloma pa, vsak dan je treba poskrbeti za to, da se pocartamo, da ne rabimo vedno nekoga in sam čakam na njega, a me bo videl, me bo pazil, a me bo na večerjo povabil, a me bo povabil tja in tja, ampak da znamo sami sebi tudi dodati in to terapija tudi v bistvu nudi, krepite v bistvu tega pozitivnega, in to je tako čarno. Drago, jaz bi mogoče za konec še izpostavila eno, kaj bi rekla, temo o teh različnih pristopih psihoterapije, ki se mi zdi, da ste tle sploh nekdo, ki je laik, res ne znajde. In hkrati obstaja pa ena velika razlika med temi pristopi, pa izpostavil si tudi to, da konec koncev zdravi pa vse odnos. Kako zdaj mogoče, kako to pojasniti na en lahek način oziroma kako dati eno usmeritev, kaj zdaj ti različni pristopi sploh so? Ja, glede, pač vsak, ki želi biti psihoterapevt, oziroma vsak, ki hoče biti strokovnjak na enem področju, ima poti do tega, kako bo on delal te stvari kot strokovnjak, ima več različnih teh poti. In zato se vsak odloči za eno šolo terapevtsko, ki ga bo izoblikovala, ki ga bo odkrepila znanjem za to, da bo on varen. Ker ko otrok ne zna plavati, moram tudi ne znati plavati, da mu pokažem. Zdaj, kako mu pokažem, bo vsak drugače pokazal, na koncu pa cilj, da bo ta otrok splaval. In podobno v bistvu tudi tukaj pri strokovnih vedenjih. V bistvu terapija, oziroma ta strokovna znanja o terapiji, o sami metodi, ta šola ti v bistvu da en kaže pot, kako se srečati s klientom, na kak način. Kot sem prej povedal, nobena terapija ni namenjena k simptomu, ampak je namenjena klientu. In tudi hkrati je namenjena temu, ne namenjena, ampak je hkrati ena možnost, na kak način bo ta klient in terapevt stopila v stik, ampak to pa več od metode odvisno, ampak je odvisno od njih dveh. Ampak ko je ta odnos v bistvu dosežen, ko je ta varnost in zaupljiv odnos, potem pa je v bistvu metoda samo v tej vlogi, da klient je lahko varen, da če ima klient neko dilemo, neko težavo, skratka z neko vsebino, ko prihaja, da klient, oziroma da terapevt zna takrat zaznati, kaj v bistvu bi lahko bilo v ozadju, da mu da eno varnost, eno oporo in eno kontrolo, da on ve, zakaj to vpraša. Povedano drugače, zdaj dva lahko pridete zato, ker imate depresijo. Pri enem klientu bo mogel terapevt zelo biti podpora, zelo nuditi eno podporo, pri drugem bo pa recimo mogel zelo brskati po preteklosti. Zanimivo, oba da imate pa depresijo, zato ker takrat terapevt v bistvu zazna klienta, ga začuti in skratka začuti, kaj približno bi on takrat rabil. A je to samo en support, a da se zjoče, a da se prizna, žrtev ste bil v redu, da vam malo s tem ostati, a da bi samo eno brskanje po spominu, zato da tudi klient ugotovi, zakaj sem jaz depresiven. In tehnika ti ravno to omogoči, da v tistem trenutku, ko jaz zaznam klienta, da vem, kaj zdaj obrati, na kak način neko stvar ponuditi, da se bo lahko klient dobro ob meni počutil in da bo lahko na pravi način začel govoriti o tem, kaj v tistem trenutku on čuti. Ker sicer bi rekla metoda, jako depresija, moram samo reči to in to, in jaz bi potem to naredil, klient bi pa bil nesrečen, kljub temu, da je varnost, da je zaupanje, da mi zelo, zelo recimo rade volje prihaja na terapijo. Pa ti, Drago, ukvarjaš tudi s tem, z glasbeno terapijo. Pa bi mogoče, to pa ni glih čist smer psihoterapije, ampak je to kot nek dodaten, ena dodatna možnost, ena dodatna tehnika, ali kako to izgleda pri tebi v praksi? Ja, v bistvu, jaz sem predhodno še delal tudi operno petje in sem v bistvu takrat v času študija in tudi, ko sem sam prepeval in koncentriral, sem v bistvu ugotovil, koliko enih možnosti regulacije nudi v bistvu glasba, izražanje z glasbo. In me je stvar izjemno pritegnila. Potem sem v bistvu spoznal, ne v živo, ampak preko knjig in literature, Porgesa, on je en izmed utemeljiteljev v bistvu polivagalne teorije, in tudi tam v bistvu govoril ravno o tem, koliko je ta umetnost in tudi glasba in zvok pomemben za samo regulacijo našega avtonomnega živčnega sistema.
In sem se v bistvu potem, ko sem delal specializacijo iz zakonsko-družinske terapije, mi je v bistvu ena profesorica Katarina Kompan-Erza povabila v neke raziskovalne skupine k raziskovanju, ki smo ravno raziskovali te glasbene učinke terapije. In smo v bistvu ugotovili, da to neverjetno regulira, pomaga. In z tega razloga sem potem še v bistvu delal doktorat iz tega področja. In terapija za glasbo v bistvu stopa na nek mal drugačen način v terapevtskem procesu. Lahko bi rekel, da nudi eno dodatno novo možnost, da se ene stvari pomirijo, odkrijajo in v bistvu izjemno tudi pomaga. Ampak se vam pri tistem ostal, kar sem že malo prej rekel. Če terapevt ve, kaj mora takrat ponuditi, potem dejansko je ta kontrola, ki zdravi, ki ponuja neke možnosti, da se sploh neki proces začne ustvarjati pozitiven. Ni pa to terapija, ko se jaz v bistvu odločim na klasični terapiji, zdaj bomo pa malo glasbe dali. Ker ne. To sta dve posebej disciplini. Eno klasična psihoterapija, druga glasbena terapija. Nikdar ne delam pa, da bi med samo terapijo rekel, da ima se z glasbo. To se pa ne zgodi. Torej, terapeut oziroma klient mora biti sam pripravljen na to, da se bo vključil v proces glasbene terapije. In ko sem prej že malo mogoče navrgel, glasba zelo deluje v bistvu ne samo spodbojevalno, v smislu, da mi začnemo spodbujati neke doživljanje znotraj sebe, v smislu, da lažje dobimo to ogledalo, kaj čutim in doživljam, ampak tudi regulacijo, ki je včasih regulacija brez besed. In se že neka sprememba v bistvu naredi. In en tak super dodatek dopolnil. In povej, Drago, zdaj iz tukaj izhaja tudi ime tvojega centra, Uglašeni odnosi. Ja, v bistvu zanimivo je, ker se v bistvu malo povezuje, ta glasba, uglašenost, absolutno je povezano, ampak mogoče čisto iskreno, ta uglašenost je v bistvu bolj, torej to ime Uglašeni odnosi, je pravzaprav bolj izhajalo iz tega, kar je bilo prvo vprašanje danes, intimnost. Se mi zdi, da v odnosih, v dialogu je prvi pogoj to, da smo uglašeni, kar pa pomeni, jaz čutim, doživljam to, mislim to, dogaja se to, torej jaz sem ta osebnost, to doživljam, čutim, to je problem, ki ga imava, tebe pa tudi slišim, kaj pa ti meni sporočaš in te dejansko slišim. In ko znamo v bistvu drug z drugim na tak način stopati dialog, se začne oglaševati. V tem kontekstu oglašenosti. Drago, hvala. S tem pogovorom si postavil ene temelje našemu delu in upam, da pomagal tudi približati psihoterapijo tistim, ki se tega mogoče še bojijo, ki si ne znajo predstavljati, kako terapija pravzaprav izgleda. Predvsem pa upam, da sva ljudi nagovorila k temu, da ni potrebno biti vedno za vse sam, da ni treba vedno poštačati, od kje sva rekla, od Maribora. Lendava. Da se da tudi kupiti kakšno vstopnico za avtobus, za vlak, da prodajajo karte. Skratka, da smo lahko od tistih najhujših bolečinah včasih tudi podelimo to vožnjo z nekom. In da je tudi pravzaprav čisto normalno in da človek v stiski, da se takrat zateče, obrne k nekomu in da smo dejansko močnejši v sodelovanju kot pa sami. Točno tako. Hvala. Jaz bi še vse tiste, ki ste se oglasili danes na Dragota in na to, kar je on povedal, vam dala priložnost, da ga poiščete na spletna stran Uglašeni odnosi, tako da kdor bo tipkal v Google Uglašeni odnosi ali pa Drago Švajger, ga boste verjetno najdeli, lahko se zmenite za terapijo, verjetno je še kakšen termin na voljo, deluješ pa v Ljubljani večinoma, ne? Ja, delujem v bistvu v Ljubljani, res je, ampak zdaj je tudi vedno več povpraševanja na štajerskem koncu, tako da v bistvu tudi tisto smer zdaj malo odpiram neke možnosti, da bi tudi tam izval terapije. V bistvu pravzaprav jih že, ni še pa uradno, tako da bom kmalu tudi to novico naznanil. Tako da je Ljubljana, Maribor, ampak centralna pisarna je v Ljubljani. Tako, jaz tudi živim. Mogoče bi samo to, hvala v bistvu za eno tako povabilo tudi na mojo spletno stran. Jaz bi mogoče tudi za vse te, ki se pa niste odločili v bistvu za terapijo, mogoče povabil še na Facebook stran Uglašeni odnosi, kjer pa tudi nudim v bistvu vsako nedeljo ene take nasvete kratke, ljudje mi pišejo, jaz jim brezplačno svetujem. In potem te nasvete seveda zakrijem anonimnost, objavim tudi na
Facebook strani, kjer se vsak lahko v bistvu malo prebere vezano na to temo. A ne. Druga možnost pa tudi mogoče čisto brezplačen prvi obisk terapevtski, a ne, to, da se spoznamo, da se mogoče ena bariera v bistvu tukaj razkrije oziroma da v stran, da človek malo začuti, da kak proces je terapevtski, a ne, če preden stopi v njega. A ne. Pa hvala za povabilo, Eva, super. Ja, drago, z veseljem. Evo, jaz bom sam še za vse ostale, ki pa ste se mogoče oglasili name, imate pa možnost me kar pod imenom in primkom, boste zihar najdel, če boste dali v Google Eva Erpič, najdel ene par mojih strani, enih Facebook, YouTube kanalov, skratka, mislim, da ne bo težko prijeti v stik z mano, kar je, da zdajle zelo malo imam terminov v živo, ampak ostajajo še teli ne Zoom termini na voljo in vem pa, no, da se boste uspeli znajti, če ste v stiski, če ne pri Dragotu, če ne pri meni, pa upam, da pri kjermkoli drugemu terapevtu, no, in da sva vas danes prepričala, da se splača k nekomu iti, no, da v stiski niste sami. To kot naju, jaz vam želim en lep dan, lep teden in se vidimo naslednji četrtek. Adijo!